I am back! Prišla sem iz Londona včeraj, ne predvčerajšnjem. Tokrat sem res si nekrat vzela malo več časa za trgovine. Trikrat sem bila v Apple Storeu. Kupila sem si ful enih stvari, ko se mi zdi, da vam bojo zanimive in vam jih hočem pokazati, zato ker ful so vam všeč hauli in pač jaz ful ne hodim veliko shopping. In kadarkoli gremo shopping, pač moram to posneti, zato da imam pol en treat za vas. Tule v kufru, ko pravka tamle zadaj vidite, imam cel kufr stvari. To so samo stvari, ki sem jih kupila. Drugač, jaz sem šla v London s skoraj praznim kufrom, noter sem imela eno majico, legice, ene par spodnjih hlač, make-up, pa polnilc za fotoaparat. To je bilo basically to, pač. Traveling in style. To je v bistvu sem zato, da imaš pol čim več palca. Jaz ful nisem neki, zato da sem vsak dan drugače oblečena in imam neki ful majčki, imam ful cotne. Mogoče ste to že opazili. Ampak, ne vem, kaj sem hodila reči. Gremo kar pogledat, kaj sem kupila. Hej, Miťo! Eni nas je prišel pozdraviti. Enija je med tem pazil Kosta, tako da najlepša hvala, Kosta. Shut the fuck up, telefon. Hvala, Kosta, da si poskrbel za Mucija. Nahranil ga je spod v moj WC, pa požuril ga vsak dan. A no, Muc, ne bi ti dala lupčka, kako boš ti rdeč. Ampak ja. Ok, pej. Začela bom z prvimi oblačili, ki sem jih kupila. To je bilo te dve majčki. Tole je bilo, mislim, da Forever 21 in so imeli na Oxford Streetu en sale, ko si imel kupiš eno, dobiš eno zastonj. Great deal. In jaz sem si kupila dve majčke. V bistvu so take bolj navadne majice, tako jih ponavadi nosim tole. Samo da ima en tak malo bolj twist. V glavnem, prva je tale. It looks cute, doesn't it? Mogoče Dino malo prenisko je tole, but we'll make do. Bože, itak bo še bolj toplo prišlo in bomo lahko spet take majice nosili. I don't know what that band is. I'm not cool enough, you know. I'm just like a fake. Whatever. V glavnem, tak zgleda. Ja, koliko je bila pa cena? Cena je bila torej 7 funtov. Za tole sem plačala, za tole pa nisem, ta je bila zastonj. Torej, ta druga je pa Bad majčka, ker jaz sem full huge fan Michaela Jacksona. In Bad je tudi eden ta boljši albumov. Bad je boljši kot Thriller. In ja, sicer ni original, zdaj gre pač fucking klicaj zadnji, pa gre roza, ampak to je najbližje, kar sem prišla v fuljenih mačjih dlak gor, tak prav pustih mačje dlake. Naslednji nakup je bilo Camden Town in prvo, kar sem si poiskala v Camden Townu, je bil pas. To je zdaj moderno ali neki. In tako sem ful zbila sem ceno z tak 30 funtov je bil vreden na začetku in jaz sem dala 10. Še vedno bi ga lahko dobila za manj, ampak tak tip me vpraša, koliko si ti pripravljena plačati za njega, jaz mu tak rečem 5 funtov. In on tak, ako si glih ti 10? Jaz sem tak, alright, ker si že toliko velik spustil, naj ti bo. Torej, pas, navaden Gucci, fake shit, I guess. Fake as fuck, Denise Dane, come at me, hate me, cause I'm cheap as hell. Kaj ta mess, Eddie, I'm sorry. My life is a mess, so. Naslednjo v Camden Townu je bila tale majčka. Tole je Supreme majčka, fake as shit. Pač ja, navadna, bela z napisom Supreme. Ne vem zakaj, ampak zato, ker zgleda cool in ker pač imam danes tak malo bolj rdeč stil, ful bolj paše. I don't know. Večina stvari, ko jih nosim, si jih kupim zato, ker pač se mi zdi, da izgledajo cool. Jaz drugače o modi pojma nimam in sem vsak dan tak, oh, hej, maček. In se mi zdi, da pač izgleda cool. Očitno tudi govoriti ne znam več. Naslednja stvar, še v bistvu na istem štantu v Camden Townu je bila tale jopca. Tale nežno roza jopca, I love the color. In zadnji piše The Anti-Social Social Club, ker to je tak me as hell. Ja, pač taka malo bolj oversize in še spredi piše Anti-Social Social Club in je adorable AF in sem jo pol v bistvu cel vikend nosila v Londonu, ker je bilo mečkam bolj mrzlo, ko pa sem pričakovala. Bravo jaz, that's how it looks. Carry on. Še isto na Oxford Streetu sem si kupila v bistvu prvo tele make-up wipese. Mislim, da sem že govorila v videu, kako se naličiti za na potovanje. Sem že govorila o tem, da so make-up
Wipes, najboljša stvar na svetu. Sem zelo nisem ziher, če sem to povedala. V glavnem, takile mali paket, ki noter imate v bistvu take mokre brisačke in pa si pač lahko spučeš make-up brez tekočine, ki je ne moreš nesti na letalo. In so ful cool in so ful priročni in ja, well, bili so tak en funt. Naslednja stvar, isto iz H&M-a, je tale trak, zato ker sem se ful, ne vem, navdušila nad traki. By the way, tesko me call out, da kupiram Urha Kočarja. I'm sorry, he's a cool guy, so why wouldn't I? Pač priznam, jaz kupiram vse. Obviously, I'm an apple sheep. V glavnem, ta drug trak, torej prvi trak, ki sem si ga kupila, je bil tale. Sicer, imeli so še rozastega, ampak mi je bil tale nude malo bolj všeč, zato ker je pač nude. Še nekaj iz Camden Towna je bil ovitek. Tole je ovitek z enega štanta random, čist tak basic ovitek. Imam še plan nekaj narediti z njim in bom tule spodaj čez ta napis bom dala eno vrsto kristalčkov, zato da, ker pač ta napis je ful grd in meni všeč in pač Steve would not approve. Tist črn ovitek je bil 15 funtov in jaz tek prijem tam do unga tipa, da bi ga, v bistvu sma se pogajala za ceno. In on tek reče, ja, 15 in jaz tek njemu 10. In on men, ja, sam za iPhone 10 je mal dražje in so dražji ovitki in jaz tek njemu, če je že telefon tek drag, lahko dobim se ovitke mal cenej. In je rekel, da zgledam bogata. Ja, in pa sem se kupila, čeprav me je pač užalil. Pa še to, oni, ko primejo tvoj telefon, da ti dajo njihove ovitke gor, pogledajo vzadje in čisto vedno se mi zgodi, da nekaj komentirajo in tokrat pač. Verjetno ste videli v unmu videu, sem imela Steva Jobsa za vzadje in on prvo, kar me vpraša je, a je to tvoj fant? In jaz tek, no, sorry, I don't have a sugar daddy, you know? In pa me je sprašala, če je to moj foter, which is even weirder. Ampak ja, mama je bila pol tek, I wish. Well, mom, no. Ok. Pol smo šle z mamo v Lush na Oxford Streetu in smo kupile, v bistvu sam jaz sem kupila tole. Tole je tale jelly maska. Maska, preverila sem vse, jaz ponovadi te stvari ocenjujem glede na to, kako dišijo, zato ker pač I have no idea about skincare. In je tudi ona rekla, da je pač bolj kot ne so vse iste. In so vzela tole zeleno. In kakor vidite, sem jo že uporabila in je bila dejansko ful dobra. Taka osvežilna je, pa ful mehko kožo pusti. Ampak zdaj imam toliko enih mask, da se testirati. Bo tale mogla malo počakati na policiji. Se ful veselim, da jo začnem redno uporabljati, ker je amazing. Prlašo mi je ful všeč, zato ker imajo tudi en tak, podobno tako Apple, ker ima en tak community noter v trgovini. Tam imaš, ne vem, različne aktivnosti in lahko testiraš one bombice in lahko, ne vem, testiraš make-up. Pač meni je to ful všeč, zato ker pač imaš nek tak občutek communityja v trgovini. In ja, in ful so prijazni and I love those things. Zdaj pridemo do Primarka, cause you know everybody is a bit of a whore for Primark. Ampak bomo kar začeli s stvarmi. Najprej najbolj dolgocajtno kupila sem si en pack Gat, zato ker to je always a need. In so pač take pisane, cute, awesome, great. Cena tehle je bila 4 funte 50. Pa imam tule oblačila. Prvo imam tele kratke hlače, ready for summer. V glavnem tole so od Harryja Potterja, take pač čist navadne kratke hlače. Nič posebnega, stale so pa 4 funte. Naslednji item je tale majčka. Tudi pač jaz se ful že pripravljam na poletje, zato ker poletje je the best thing in the world. Tako je za jesenjo, ker jesen je še vedno boljša. Ampak tale majčka, takole off the shoulder in tank top, bela. Jaz ful ne nosim veliko belih stvari, zato ker they get dirty easily. Ampak ja, dobila sem si tole. Tole je bilo tudi 4 funte. Zadnji clothing item je tole. Tole je pa tak dolg, ne vem, taka jopca, oziroma kakorkoli bi temu rekli, tako čisto lahko, belo, cause white. Don't finish that. Shit. V glavnem takale bela, cute, pa ful je mehko dejansko, teda tole bo za take comfortable days. In je stala 8 funtov. Naslednja stvar iz Primarka so tele šuhi, taki čist basic, beli šuhi. Mazali se bojo ful hiter, ampak I like them za kak photoshoot in te stvari, ker jaz imam ful photoshootov, ker sem model. Nisem drugač, I suck at life and at everything. V glavnem tele šuhi so bili pa, tudi se mi zdi, da 12 funtov. Thank you.
Ok, zadnja stvar iz Primarka je pa tale šminka, zato ker nekako ful so mi všeč tele nude šminke od Primarka in sem hotela tole sprobati. Evo, takle izgleda ta liner. Je tak. Dejansko je tak ful mehek. Oh, I like it. In pa še šminka, prosi, ne bo v istem odtenku. It's a match! In taka sta dva odtenka. Zdaj pa prijemo do skoraj čisto zadnje trgovine, to je pa ena moja najljubših Claire's, ker zdaj imajo v Claire's ponudbo kupiš 3, dobiš 3, kar je veliko stvari. In dejansko, ko sem prišla na blagajno, mi je rekla prodajalka, da mi lahko da opcijo kupiš 6, dobiš 6. How do they make profit exactly? I don't know. V glavnem, kupila sem si ene par stvari. Prva stvar je tale uvitek, zajček. Je full cute, oh my god. Jaz sem celo življenje hotela iPhone-a, samo zato, da si lahko uvitke kupujem. I'm so happy right now. Ne, ni bilo za to. Kupila sem si iz drugih razlogov, naj me ne past. Pa sem dejansko še prek neta naročila en uvitek, v bistvu mi ga je Ati prinesel. In zgleda takle in tega zdaj mainly uporabljam, ker je... It goes with my aesthetic. Jaz obožujem vintage Apple. I'm sorry. V glavnem, naprej stvari so... Pač težko opazi, zakaj sem si kupila tele špegle, dobi shoutout. Čakaj, da dam tole dol. Cena je bila 8 funtov. No torej, tist, ko ugotovi, zakaj sem si kupila tale špegle, to bo očitno vprašanje tedna. Pač tist dobi pol v naslednjem videu shoutout, oziroma bo napisan tole komentar. Težko ugotovi. Sam en hint vam dam. Trash. Jaz sem si tete špegle kar gor pustila. Pa še zadnje stvari iz Claire's so pa tele nogavičke, dolge, s črnimi črtami, bile so 5 funtov 50. Verjetno veste, da sem jaz obsedena s knjigami in da sem si mogla na letališču še nekaj kupiti. Prva knjiga, ko sem jo vzela, ker pač there's things that mean a lot to me in jaz ful rada berem biografije. In prva je bila biografija od Stephena Hawkinga, zato ker kakor veste, je neki dni, neki tednov nazaj umrl in se ful veselim, da bom tole prebrala. Ena taka stvar, ko me ful zanima, zato ker je bil amazing človek in neverjetno inteligenten in who will understand that. In je v bistvu My Brief History, Stephen Hawking, v glavnem ne vem, zakaj tu govorim o tem. I loved this guy. He was amazing. Okay, and I feel bad. Stala je 8 funtov 99 in se je ful veselim. Prvo moram dokončati z branjem biografije Steva Jobsa, tako da I just love breaking my heart, you know. Zadnja knjiga je pa še tale. Tole je The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck. Ker jaz imam probleme z anksioznostjo in s tem, da se jaz ful preveč sekiram s stvarmi. In zdaj ta stvar, ta knjiga je pa v bistvu How Not to Give a Fuck About Those Things. Tale je bila pa 12 funtov 99. In ja, jaz obožujem knjige. Redo? Zdaj pa bom dala še en extra item, ki verjetno že vsi veste, kaj je. In to je... Oh my god! Oh my god! AirPods! Yes, queen! Končno sem si jih kupila, ker sem ful... Odkar imam iPhone-a, to smo hitri dolgo, sem študirala, da bi si kupila AirPodse. Sem ga že v videu odprla, da ga ni noter. Ampak tekle zgledajo. To je tako ful satisfying. Tako enkrat začneš to delati, pa ne moraš nehati. Tele delajo ful hiter. Ampak naj vam demonstriram, kak hiter je tole. Evo. In to je to. In tudi, ko jih prvič odpreš, ko jih prvič uporabljaš, sam vklopiš Bluetooth, odpreš tale paketek in se tole poveže skoraj takoj in pa klikneš tam connect in to je to in pa jih vzameš ven in si jih daš v ušesa in lahko poslušaš muziko. Hey Siri, play Bob Dylan. No in pol, če hočeš dati muziko na pauzo, daš sam tekle in zdaj verjetno se ful derem, zato ker nič nisem slišala, tako bom dala mečkem bolj na tih glasbo in kadar hočeš, da gre nazaj na play, sam amazing. In tudi z Macom jih je ful lahko povezati, v bistvu samo pač isto Bluetooth, edino kar je pač ne delajo tele. V glavnem pa si lahko v nastavitvah si lahko nastaviš, da boš imel tule play pa pause, ali pa boš imel next track, oziroma naslednji komad, ali prejšnji komad, ali boš imel Siri,
Ker veliko ljudi reče, da pač lahko imaš sam Siri in to sploh ni res, pač lahko imaš vse, kar hočeš. Mogoče ne vse, ampak mislim, da to so vsi itemi. Kupila sem še nekaj sladkarij, sam sem jih večinoma pojedla, da tega vam ne moram pokazati. V glavnem, to je to za tale video, upam, da vam je bil všeč. Tole dam zdaj ven, zato ker pač ful se ne slišim. V glavnem, če vam je bil tale video všeč, mu dajte en like, subscribite se na moj kanal. Torej, vprašanje je bilo na koga, zakaj sem si kupila tele špegle. Ful butasto vprašanje, ampak ja, nekaj sem si mogla zmisliti. Moram se pa še posebej zahvaliti dvema blogerjema oziroma tudi youtuberjema, ker sta mi pomagala z donacijo na Patreonu. To sta Ta slana sreča. Lahko jo najdete na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu, pa tudi svoj blog imata in linki do vseh teh bojo dol v opisu videa. Tako da res sta cool, jaz sem jo pričakirala, tako da pejte si preveriti še to. Sledite me še na vseh mojih socialnih medijih, linki so dol spodaj, ali pa nekaj okoli moje face. Tole je še moj naslov za moj PO Box, tako da mi lahko kaj